Hvala lepa. Torej, lepo pozdravljeni. Danes, kot je že povedal gospod Olin, imamo veliko čast gostiti tudi ustanovitelja in direktorja Inštituta za kulturno diplomacijo z Berlina. Skupaj z njim sem pripravljam do mednarodno konferenco, ki bo jutri v Državnem svetu. Dovolite mi še uvodoma, stavek prav v Državnem svetu je postal zelo popularna inštitucija zadnje dni. Danes slišim, da bo celo izvedla seja Državnega sveta na temo o dveh pomembnih ukrepih, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije za izhod iz krize, to je ustanovitev državnega holdinga in pa tako imenovane slabe banke, družbe za upravljanje z terjatvami bank. Sam menim, da je to tukaj neprijetna politična zgodba, ki nas lahko v prihodnosti pripelje še ali pa še podaljša politično blokado, v kateri se je znašla Slovenija pri iskanju izhoda iz krize. Jaz celo mislim, da bi odločitev za referendum o teh ukrepih lahko pripeljala do bistvenega poslabšanja ne samo rejtinga Slovenije v svetu, ampak tudi pri iskanju izhoda iz krize. Ključni namen slabe banke je, da se revitalizira važna funkcija, to pa je dajanje kreditov. Ta hip so slovenske banke še vedno v kreditnem krču, gospodarstvo ne dobi ustreznega kisika denarja za nov gospodarski zagon, ni investicij in vse skupaj to vpliva na slabo, tudi ne samo na gospodarsko rast, ampak tudi na druge socialne indikatorje v družbi. Recimo stopnja brezposelnosti se bo verjetno v prihodnosti v kratkem času povečala, ne pa zmanjševala. Zato me čudi, da v tej zgodbi sodelujejo tudi nekateri ljudje, predstavniki sindikatov v Državnem svetu, zato ker bo referendum podaljšal agonijo in s tem tudi socialne težave. Zlasti bi pričakoval gospoda Štrukla, Ščegaviča, Semoliča in drugih, da bi recimo veliko bolj socialno čuteče sprejemali te reforme. Jaz sem pripričan, da prav v ničemer referendum, ki lahko dobi recimo zadostno večino, ne bo pozitivno vplivalo na izhod Slovenije iz krize, ampak nasprotno. Pelje direktno v izgubo suverenosti, v bankrot države in v prošnjo za mednarodno pomoč. Še posebej me skrbi dejstvo, da so med pobudniki veta, ki je bil sprejet pred kakšnim tednom, bili tudi nekateri podporniki mojih rivalov za predsedniški kampanji, gospoda Pahorja in doktorja Tjurka. Gospod Pahor je sicer proti referendum, ni očitno ničesar napravil za to, da bi svoje podpornike prepričal v pogubnost referenduma o tej temi. Jaz vendarle upam, da danes v Državnem svetu ta odločitev bo sprejeta in da bo lahko vlada normalno delovala v smeri reform in izhoda iz krize. Zdaj pa k temi, zaradi katere smo danes tukaj, predvsem. Vi verjetno veste, da je tema letošnje konvencije Združenih narodov bila mirno preprečevanje spolov. Že lani smo praznovali 60. obletnico konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida. Lahko vsi skupaj ugotovimo, da smo bili v mednarodni skupnosti neuspešni, kar se tiče preprečevanja in tudi kaznovanja genocida. Skoraj pol stoletja je trajalo, da se je ustanovilo mednarodno sodišče recimo za to področje, posebej za Jugoslavijo in pa posebej za Ruando. Kasneje je bilo mednarodno kazensko sodišče dobilo pravno podlago tudi za druga področja. Ampak vendarle menimo, da je potrebno narediti še veliko več, da bi mednarodna skupnost bila tako bolj učinkovita pri
preprečevanju, ne samo kaznovanju, pri preprečevanju večjih kaznivih dejanj, tudi genocida. In ravno Sirija je tipičen primer, kako nemočna je lahko mednarodna skupnost takrat, kadar bi morala posredovati in zaščititi množične oboje, množične umore, genocid. Tudi zaradi tega je predsednik Vlade Republike Slovenije na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov ob pobudi Inštituta za kulturno diplomacijo iz Berlina dal pobudo za to, da se stvari premaknejo tudi na tem polju. Predlagal je, da bi se ustanovila skupina voljnih držav, istomislečih držav, ki bi pripravila ustrezno resolucijo, ki bi bila sprejeta v organizaciji Združenih narodov in ki bi določila mandat, torej kako naj mednarodna skupnost reagira, učinkovito reagira v posameznih primerih genocida, ki se še danes dogajajo. Verjetno je mednarodna skupnost pred pol stoletja in še več pričakovala, da se nikoli ne bo na svetu več ponovila taka množična morija, kot smo jim pričali v času svetovne vojne. Vendar je verjetno tudi hladna vojna potrebovala tako, da se na mednarodni ravni niso implementirali dovolj nekatere stvari za zaščito ljudi pred genocidom. Zdaj mislim, da smo novi stopnički, prišla je nova pobuda. Jaz upam, da bomo ta val ustrezno razumeli in da se bo mednarodna skupnost v prihodnje dobro odzvala na inicijativo slovenske vlade oziroma predsednika vlade in da bomo skupaj tako vlade, tako tudi nevladne organizacije pripomogli k temu, da bo prihodnji svet, družba 21. stoletja brez genocida. To bi bil velik premik, velika razlika primerjavi z zgodovino, zlasti pa z 20. stoletjem. Jaz bi se še rad nekaj zahvalil za vse pobude gospodu direktorju in ustanovitelju Inštituta za kulturno diplomacijo iz Berlina, ki nam je veliko pomagal tudi že v sedajni organizaciji te mednarodne konference. Sedaj pa ga tudi vabim, da nekoliko bolj podrobno predstavi našo skupno jutrišnjo prireditev.